Dober dan, dobrodošli nazaj na mojem kanalu. Danes si pa v bistvu boste pogledali prvi del nove rubrike, ali kakorkoli naj temu rečem. Bom dal pod nov seznam predvajanja na YouTubu, in sicer podcast z Uršo. Danes bomo imeli prvo epizodo, v tej prvi epizodi bom jaz Uršo sam malo izprašal pač stvari, da boste malo dobili sliko približno, kdo je Urša. Pol bomo pa mi, v bistvu smo se tako odločili, da bomo par tednov pred špartanskim tekom, ko bomo pač imela midva tekmo, bomo šla skozi, ne vem, se bomo vsak teden enkrat usedla za 20 minut do pol urice, pa bomo šla skozi plan za naslednji teden, pa skozi plan, ne vem, za čez 2 tedna, pa priprave, pa prehrana, pa to, da se boste lahko v bistvu skozi ta pogovor malo naučili, oziroma pač boste videli, na kak način midva delamo, če vas to zanima. Bom pa tudi Uršo predvsem zato sem jo hotel vpeljati v to, zaradi tega, ker jaz sem trener, ko se bolj nagibam na prehransko smer, pa optimizacija spanca, pa optimizacija nasploh navad. Urša je pa v bistvu trener, ko se bolj osredotoča v gibanje, pa to pa študira manualno terapijo, oziroma pač se boste videli, s čim se ukvarja, in gre bolj v uno smer. In bo tudi ona med temi pripravami lahko bolj iz une smeri govorila, ali pa sanacija določenih poškodb, ali pa problematika, zakaj poškodbe nastanejo, ali pa karkoli. V glavnem, tak je nek plan, zdaj to bom probala narediti, pa bomo videla, če se bo obneslo. Ok, to je to, zdaj pa najbolje si kar pogledate video. Imam 3 minute, 3:03. Danes sem si zamislil na tak način, da bomo začela, pač ponavadi bi šel, kje si se rodila, pač od začetka do zdaj. Zdaj bom pa šel tako, da te prvo vprašal, kaj delaš, pa da čisto na hitro poveš, kdo si prvo. Urša. Urša, ok. Približno na hitrico, kaj delaš, zakaj to delaš, pač itak si, pa je to, poma šla pa nazaj, pa bomo zgradila do tega, kako si do tega prišla. Ok. Se pravi, zdaj se ukvarjam v bistvu z osebnim trenerstvom. Pa zraven študiram še manualno terapijo. Ja. Pač v bistvu se ne ukvarjam s klasičnim trenerstvom, oziroma tisto, kar ta prvo folk pomisli, pač kar reče, da ima osebnega trenerja, in ponavadi zaradi tega, ok, ker moraš shujšati, ali pa zaradi tega, ker hočeš hipertrofijo narediti. Trening za moč. Tako rečejo zdravniki. moč. Zdravniki ne delajo treninga za moč, in to sam s trenerjem lahko delaš. S trenerjem lahko delaš samo trening za moč. No, pač, Ja. kar nekaj. V glavnem pač mene bolj zanima optimalno gibanje ljudi in kako jih s pomočjo treninga v bistvu spraviti do čim bolj v bistvu optimalnega telesa, ki jim v bistvu pomaga, da je njihov vsak dan pač bolj kvaliteten in da se ta kvaliteta pač ohranja tudi v starosti. Ne, Tako, da v ja, bistvu ja. si do 30. leta pač nekako funkcionalen, pol je pa z vsakim letom slabši. In ponavadi se tam pri nekih, pri 30 se ponavadi začnejo malo bolečine v križu, pol pri 40 se mogoče malo zredijo, mislim pač onika se do 30 še niso, pol pri 50 so pa vsi, shit, jaz ne moram več spočepati, jaz ne moram več na WC, ne moram laufati tam mali, in pol pa se začnejo počasi pač zamisliti, načeloma pač, tako neko Pač v vzorc, bistvu ki ga bolj opažaš. na tak način delaš. Ja. Se pravi, ti isto, pač bolj gledaš, pač ok, sej laktatno toleranco, fitness, hipertrofijo, pa to je itak lahko razvijati, a ne. Ampak ti Ja. bolj gledaš prvo, na prvem mestu je še vseeno tebi, tudi če pride človek do tebe s ciljem hipertrofija, ok, bova šla, ampak prvo bomo pogledali tvoj gibalni vzorec, da boš ga ti delal tako, je tebi Ja. najbolj optimalno, Ja. in pol greste tam naprej, ko Ja, enkrat ker prideš do itak tega. je pač ful zanimivo, ker prav vsakmu pač optimalen počep, na primer, ke je najbolj taka bazična stvar, je pač izgleda malo drugače. In zdaj, kako prilagoditi stvari, da bo pač on prišel do nekega Do čim popolnega boljšega počepa za njega, njega, ja. tako. Zato mi gre na živce ona beseda popoln počep. Ja, Pač ker se je, pač- samo vsi pol mislijo, da obstaja ena popolna Ja, tehnika. pač nekaj po knjigi, pa Ja, nekaj, pač ne, za Tako. vsakega je Ja. posebej, a ne. In pol tule tudi manualna terapija zraven pride, ker skoraj kjerkoli pač normalnim človekom delaš, pač en vidik manualne terapije zraven, ker pač sam s treningom se ne da vsega doseči. Ja, Sploh pol, ko se že vidi, da so pač sklepi niso več polno gibljivi, a ne. Takrat pač sam z nekim stretchingom pa mobilityjem ne boš zmeraj dosegel najboljšega rezultata, oziroma pač nekega fajnega rezultata, če ne zraven delaš tudi manualne terapije. Ali pa najprej pač par terapij manualne, Pa pol, pa pol ja. trening. Ker tam lahko sklep spraviš v čist neko
pač boljši vse giba, pač prej, Pa bolj učinkovito, pač bolj mobilen pa vse. Mogoče včasih pač rabiš, ne vem, 2 terapije za neko ramo, da malo bolj razgibaš, ko bi, ne vem, z raztegom, z mobilityjem pač rabo 1 let. Ja, da ja, prideš tako, ven. tako, Oziroma ja. sploh ne moreš priti, odvisno o kakšnih stvarih govorimo. Ok, Ja. se pravi, zdaj približno vemo, trenerka, Ja. ki te bolj zanima, manualna terapija še zaradi vsega, kar Ja. si zdaj povedala. Ok, zdaj pa, kje se je pa začelo, ampak ne kot šola, kot treningi, a si ti kaj trenirala kdaj? Kdaj si začela, pa če je več športov, bi tako poješ pač. Ja, pač začela sem pri 5 z gimnastiko in sem tam do 14-15 nekje trenirala. Pol sem zaradi poškodb mogla tisto nehati in pol sem bila tam v bistvu že toliko stara, da nek ful tekmovalen šport ni šel več, ker sem pač že pri 14-15 prestara, ne, odvisno za katere športe. Ful športov recimo sploh ni bilo pri nas, ko sem jih jaz hodila trenirati, ker pač iz gimnastike je pol bila, ali bi šla skoke v vodo trenirati, ali bi šla, ne vem, sinhrono plavanje, Fakt, to sploh nisem vedela, da ni pri nas. Ja, Jaz sem pač bil takrat fiks, ni da je bilo. to ta- Mislim, da zdaj že imamo Ne, to ja, ampak neke prav ono. ekipe. Jaz sem bil ono, pa se to je gimnastika, se to je skozi povsod. Ja, Če imaš ne. gimnastiko v državi, imaš to, a ne. Ne, ni, pač ni bilo nekega organiziranega kluba, ki bi se pač v Ljubljani, ki bi se sam s tem ukvarjal, da bi lahko pol prav na tekmovanja hodil iz tega. Tako da to ni bilo, tako da pol je bila edina logična, pač vsi so mi rekli, imam ful močne noge, da grem pač v atletiko. Tisti sem pa pol do 18 trenirala. Aha, se pravi, direkt si šla, pač iz gimnastike, mislim direkt pač. Ja, Ono, ne, iz vmes sem gimnastike- 3 mesece plavanje. Ja, ampak je bila voda ful premrzla. Pa ful premalo treningov je bilo zdaj, ker sem lahko šla sam pač v rekreativno skupino in tam je bilo v bistvu samo 3 treningi na teden. Aha, okej, Kar ja, je bilo to je pač po če si prej po 1 4 ure uro. na dan. Ja, kar je bilo po meni čisto premalo, in sem bila tako, jaz ne Ja, morem več, ja. pa v takuni vodi me je toliko zebalo, da noro. In so rekli trenerji tam, da se moram ful zrediti, zato da bom lahko plavala. A ja, Pol sem pa po 3 mesecih pa šla na atletiko. atletika pa? Kaj si pa tam? Začela sem z kratkimi ovirami, mislim, da so bile 60, takrat, ko smo bili tako stari. Pa sem bila itak ful prepočasna. Pol sem šla na daljino, je bilo ful fajn, sam pač na tekmah nikoli nič nisem naredila, ker sem skakala tako po 1 meter manj, kot na treningih. Pa troskok, pa sem isto pač zaradi poškodbe mogla to dvoje nehati, nisem smela več skakati. Škode. Najbolj sem gležnjo si zlomila, pa strgala nekaj. Ja. Pa hrbet. Aha, to je pa itak še posledica. Ja, samo da takrat me ni takrat pri atletiki me je začel boleti. Itak, ko je nabijalo Takrat vse me že je na ono. usekal, ja, tako da takrat nisem mogla. In pol pa sem šla na dolge proge, še za ta zadnje ne dolge proge. Jurija 503 Jurija, mislim, da je na tekmi. To pa je bilo pa to, pa sem šla Se pravi, na pri faks. 18 na faks. Ja, pač do konca srednje sem dejansko trenirala. Kaj pa Pa pol na faks. faksu si pa pač nič trenirala, pač mislim verjetno za sebe si. Ne pač za sebe, ampak tako pač tam sem se malo lovila, ker pač fitness je bil, tako da sem nekaj v fitness hodila, ampak te klasični fitness treningi so bili meni ful dolgočasni. A ja, pač bodybuilderski. Ja, pač bodybuilding, ker pač nisem vedela niti takrat, da kaj drugega obstaja, pač tako ti predstavljajo, fitness je bodybuilding trening. Ja, In mi je bilo ful dolgočasno, ampak pač sem to zato, ker pač nisem vedela, kaj naj drugega v bistvu grem. to si pa itak bila na faksu, pa si malo videla pa. Ja. Zdaj po faksu si pa bolj a si kaj trenirala? Pač kaj prej ali je zdaj pač špartanc, ker na to bomo zdaj šla? Sama si kaj še vmes, ne, a ne? Pač dejansko Ne, fitness. fitness, ja. Ampak sem zmeraj v bistvu iskala to, kako bi vkomponiral lahko v fitness treninge pač bolj različna gibanja, ne samo pač Ja, enosklepna pa naprave pa to, ampak da je pač malo bolj zanimiv, pa da je pač malo bolj vsestranski, da pač ni sama ona pač bodybuilding, ke tam stojiš pa neke ponovitve delaš, pa pač, mislim, pač ni to zame, meni je preveč dolg čas. Ampak da je malo bolj zanimiv, da je, ne vem, malo gimnastike noter, da je malo pač, pač da je overall, da pač moraš ja, vse, da pač moraš telo uporabljati, da imaš, ne vem, neke šprinte, da pač nekaj tečeš, da nekaj plezaš, pač tako različne stvari. Ok, se pravi, 18. je faks, pol je par let fitnessa in pol špartanc. Pardon, res. In glih koliko dni nazaj si videla? Mislim, da danes je, 10. ja, Se mi zdi. ne, se ne vem po datumu. Pač rečemo par dni Par nazaj. dni nazaj je bil prva obletnica prvega športanca. Se pravi, si šla po pregovarjanju, potem ko pač ti nisi za tek, sploh, pa za nič, a ne, kao, in pol gremo na špartanca. Ja. In kak ti je bil prvi špartanc? Ja, glede na to, da smo laufali z vročino,
zelo bolni, glavobol, zamudili smo skoraj štart. Jaz v bistvu sem zamudil Zmanjka, ja. Za koliko sploh? Pol minute? Ja, 20 mislim, sekund. da, ja. Pozabili smo jesti, ker ni bilo časa, ker je bila vključena organizacija. V elito sem bila prijavljena. No, za prvo tekmo je nekdo. Pač. Nekdo, no bomo s prstom kaj zdaj. Prijavil v elito nas, namesto v age group. Ampak ja, smo preživeli in smo rekli, da moramo več enega zato, da popravimo vse to. In potem smo pač dejansko popravili vse, vse to. prvi. Ja. A je bila naslednja, je bilo že prvo mesto? A je bila naslednja? Ne, Andor? naslednja je bila Kranjska Gora. Sam res. Kranjska Gora sem bila tretja, ampak itak nismo rezultatov gledali, pač mi smo samo odlaufali Točno, in ja. potem smo šli tako jesti. Točno. In medtem, ko smo jedli, si ti rekel, daj pa greva pogledat, koliko sva imela časa, ne. Sva šla gledat čas in si ti videl, da sem bila tretja. In da je bila podelitev točno takrat, ko smo se mi že basali. ja. In da sem zamudila pač In prvi. jaz sem zamudila podelitev. Teda, se pravi, prvič sem te po narodi prijavil v elit, Ja. kjer si dejansko, moram povedati, dobila cajt, ki bi bil te v age grupu, a je bila druga? Prva, mislim, da je Prva, bila. ne? Ja, No, mislim, da je saj bila to, prva v druga ali pa age prva, grupi. ampak fiks druga, no. Lej. Ja. Sem te zajel, da bi že tam v bistvu imela na prvem špartancu, v bi dobila bistvu. drugo mesto medaljo. V glavnem, potem sem še zasral in smo še zamudili na podelitev za tretje mesto. Če noben ni prčak malo sploh, da je pač karkoli... Samo smo pol niti nadoknadila pomislila na nisem. Slovaškem, ko smo lava pol oba. Pozdrav, pa prva. Ja. V glavnem se pravi, kaj, pol lani 5 špartancov. Ja, jaz sem imela 4, si jih imel 5. Točno, ja, Grčija je bil 5, ja, ne. Ja. Je bila Malorka, Kranjska, Andora, Slovaška. Tako se mi zdi, še nekaj vmes bilo, ampak ni bilo. Ne, po mojem ne. V Španiji nismo. To je bilo to, ja. nič. In pol je bil 5. Grčija. Ko sem imel pa ti trefekto. Letos pa, še ne vemo na koliko v bistvu. Na Ne, 2 smo prijavljeni, Za 2 so prijavljena. krajinski zdaj, Ja. mislim krajinska zdaj, pol pa Ja. Andora. Pa Andora. Andora je po mojem najlepši. Do zdaj. Zaenkrat. Ja, tako, do zdaj. Razen tebe napuščava še kar Pizda všeč, boščana a je ne? bila dobra, ja. Sam mi je toliko ono v teh tako je bilo tako težko, da je malo manj mi všeč tako iz prve. V To. glavnem, Pa- zdaj smo večji, zdaj pa izobrazba. Kaj si študirala? Ja, div sem doštudirala. Zdaj pa manualno terapijo delam še. Pa Zdaj zakaj sem pa si drugi- izšla v manualno terapijo? A si v bistvu, to si že prej povedala. Ja, to mislim, da sem prej rekla, ja. V bistvu zaradi tega, ker vsak, če hočeš delati z normalnimi ljudmi, pa z normalno populacijo, so zmeri neke take zadeve že prisotne, da rabiš znanje manualne terapije, da ni samo ono, mene ful kolen boli in si tako, okej, pač Pač kolen danes te nema boli. kolena dela, ali? Ja, danes nova neki ful s kolenom dela, zdaj zakaj te boli, sem tako, Tle pa ti dejansko da ful širšo, pač v bistvu, če ti gledaš človeka iz ene strani, ga gledaš, kad div končaš, iz druge strani ga gleda, ne vem, manualni terapevti, fizioterapevti, iz tretje strani ga vidijo še, ne vem, nevrologi, če drugače ja, gledajo ja. na človeka in to mi da samo še en pogled, kako v bistvu boljš razumem človeško telo, Ja. a ne. Ja, to je pol v bistvu to. Zdaj, glih, ko si to rekla, a ne. En primer, glih sem se včeraj pogovarjal z enim ali pa pač eno, to zdaj ni važno. Karkoli, ne bomo nobenega nič kaj izpostavljali. Sam pač zanimivo mi je bilo, da če ti jaz zdaj rečem, prišel sem do tebe kot stranka, Ja, pa da bi rad povečal moj biceps. ja, Ali pa da bi povečal svoj počep, pač da bi bil močnejši, a ne. ja. Ampak je pa ena stvar. Ne vem zakaj, ni bila poškodba, pač karkoli zdaj ni važno. Pod 90 stopinjskim kod bicepsa ne spravim, zaradi tega, ker me nekaj uvira, oziroma ne pridem v globok počep, ker pač me nekaj uvira, ne. Ja. Ampak še vseeno meni to ni važno, jaz nočem globokega počepa, jaz nočem celega bicepsa narediti, jaz hočem samo večji biceps pa močnejši, oziroma močnejši počep na 90 stopinj, a ne. Okay. Kaj bi ti takmu rekla? Pač prvo, kar bi ga vprašala, bi bila pač, zakaj ne mora priti Važne so pod mi številke. 90. In bi bila tako, ja, ampak vsem bi bila tako pač, zakaj ne moreš priti pod 90, pa zakaj bi iz tega, kar imaš že tako biceps, ga ti še bolj rad zakrčil gor, pač zakaj ga ne moreš dol spraviti. Tako da bi se najprej s temi stvarmi ukvarjala. Če bi on še zmeraj pač trdil, da mu je samo važno razvijanje moči, pač bi jaz delala eno z drugim, povečevanje mobilnosti, plus pač neka krepitev zraven, ampak pač se ne bi osredotočala na hipertrofijo takoj.
In pa če bi on še ustvaril, pa jaz takih strank ne sprejemam. Aha, Zaradi okej, tega, ja. ker, Se pravi, če bi jaz še vedno bil, okej, meni so važne še vse, sam številke, Ja. res nočem, poče pa, ko bo predolgo trajalo, da ima krvne Ja. številke, bi rekla ne. Ne. Mhm. Zato tega, ker se mi zdi pač, da je vseeno funkcionalnost telesa na prvem mestu, kar pa itak zajema mobilnost, pa moč, pa eksplozivnost, pač različne stvari pač pomeni optimalno, ne samo to, da se ti lahko dol usedeš. Moraš biti Tako, tudi močen ja. v spodnji poziciji, a ne, ker pač, če mišica ne gre čez cel obseg giba, pač ni enako funkcionalna, kako če lahko dela samo to. Ja. Ni enako funkcionalna, Ja. to se počne. Ja, ne, sej, ni, ja. Mislim, funkcionalnost bi tako mogla definirati, kaj Ne. s tem mislima. Ampak ja, pač jaz mislim, da biceps, ko je v zgornji poziciji močen, v spodnji pa ne, ampak Ja. to zdaj govorimo o velikih razlikah, Pač ni funkcionalno. funkcionalno. To ni funkcionalno. To je Pač kot telo ni funkcionalno. narejeno za Ja. to. Ja, Pač še ja. zmeraj krepiš v unem obsegu, kolikor ga imaš, Ja. ker takoj ne boš prišel v globok počep, pa tudi takoj noš iz tega komovca prišel v ta komovc. Tako. Delaš s tistim, kar imaš, a ne? Pa se tudi mi, da ne Ampak govorimo zdaj o vseeno- kako se biceps prenese v live, pa zato ni funkcionalno, Ja. ker to ni, pač se to nima veze. Ja. Ampak funkcionalno kot to, ja. Okay. Ja. Pol je bolj to. Pač ti v bistvu še vedno gledaš, da hočeš skozi, pač na dolgi rok gledaš. Se pravi, Ja, pač ti itak. boš človeka prvo gibanja naučila, Ja, ko so optimalna, ampak Ja. optimalna Za za njega. njegov Ja. karkoli pač ima. ja. In pol, ko bo ta videla to znala, lahko pa zdaj začneš upoštevati une njegove cilje, ko je pa, naprimer, številke so mi zdaj važne, Ja. važno mi je, da naredim salto, Ja. važno mi je to, tam pa pol ti gradiš naprej, a ne. In zato si tudi, Ja. vsaj to jaz mislim, da si itak šla zaradi tega tudi v manualno terapijo, a ne. Zaradi tega, ker manualna terapija ti glih to naredi, še odpre tudi aspekt, kako lahko ti, ne kot trener, sej, kondicija, hipertrofija, pa vse se to je lahko razvijati. Se ne sem to že prej rekel, ampak to je lahko razvijati. Ampak to, da pa ti skozi funkcijo telesa, mislim skozi funkcionalnost telesa, da je močen v celem gibu Ja. svoje amplitude, mislim, da v celi amplitudi svojega giba, tam je pa malo težje narediti. In to se v bistvu ti bolj Ja. osredotočiš. Ja. Pa je to v bistvu. Jaz mislim, da smo mi da vse, a sem te v bistvu kaj pozabil vprašati, da te ljudje ne bi znali, ne? Vemo, kaj študiraš, vedno, čakaj, kje pa, a to sem rekel, za faks, kako dolgo si pa že na faksu? A to smo rekla? Drugi letnik. Drugi letnik, se pravi, nekaj že veš. Nekaj si že začela malo testirati na meni. Ja. Skaj si zdaj, ček? Ampak sej, ne, pomaga. Jaz še Ja. vedno ne morem reči za to Nevromišično sproščanje. neuromišično sproščanje, to ja, pač to je pa, Ja, ampak po eni strani je to pač ful dober način za sproščanje, ker pač ne mišico sam razteguješ, ker pač, če mišica že raztegne, noša še bolj raztegno, ne, Ja, če je ja, ja. skozi napeta. Ti moraš dati njej input, da se ona lahko sprosti, da se je mišično vretena. ja, tudi. Sprosti v bistvu. No, saj to smo Da pa glih, neha ali smo držati. se glih prej imeli, ali sem samo razmišljal, da ti v bistvu te gledaš. Ti, ko, naprimer, en človek pride, pa ima pokrčeno tule vse, celo grbo, Ja. kifoza, pa pride, a ne, ono, zdaj pa pač me reši, a ne. Kot trener boš ti, aha, okej, pač naprej te vleče, bomo mi da aktivirala od zadnje mišice, te bomo malo Ja, poravnala te in se takoj boš. raztegnila, a Te ne. raztegnila, ja. Ja. In te s tem, ko se ti aktiviraš, boš malo boljši poziciji, ampak nisi pa načeloma rešil težave, a ne, če te gledaš, iz Ja. kje vzrok dejansko prihaja, Ja. rešil si samo en od simptomov. Ja, Ti pa kot manualni terapevt, to sem si v bistvu šele zdaj prišel, ti pa inhibiraš mišice, da dosežeš isti cilj s tem, da, mislim, inhibiraš tkiva, da v bistvu rešiš vzrok tistega, zakaj ima ja, pač kifozo. ni zmeri samo na inhibiciji, a ne, Itak. ker ti lahko delaš tudi artikulacijo, a ne, pa s tem pač bolj optimalno v bistvu povečuješ pol obseg giba v unmo sklepu, oziroma greš v nekam, kar un sklep v bistvu sam ne mora priti, a ne. Ja. Tako da, pač itak so različne tehnike, ampak ja, deluješ na mehka tkiva na čisto drugačen način, kot pač s treningom. A ne, če ima nekdo sam klej, pa če boš delal ti sam razteg, pač ne boš nikoli prišel tako daleč, kot če boš ti pač vzel, okej, njemu lopatka ne gre do konca nazaj, se ne giba v ta pravih kotih in greš ti delati artikulacije na lopatice, oziroma pač kar rab, to zdaj je samo en primer. Ja. Na rebra, na prsno hrbtenico in v bistvu obdelaš več sklepov, a ne, pa na drugačen način lahko prej v bistvu prideš do rezultatov, kot s treningom. Oziroma pač ne moreš do vsega samo s treningom. Ok, ena stvar še samo, zdaj ko si glih to rekla, ko to bo zihar komu zanimivo. Tako je bilo naprimer meni. Jaz imam probleme od zadnje z lopatico, da me skozi nekaj zateguje, a ne. Nismo še sicer najdla od vzroka, ampak zdaj si probala nekaj novega, ko ste se več učili, oziroma ko si gre prišla vmes, a ne. Toto, ko si mi Ja. joško sprostila, Ja, na pektorali sva šla pa v bistvu na odpiranje reber. ja, in mi je sprostilo od zadaj dejansko Kjer lopatico, si tako da me, imel- mislim, ni mi je sprostilo še čist, ampak mi
izžareva vedno, ko se tudi dotakneš od zadaj v lopatico, a ne, in to mi je bilo tako, no, what the fuck se dogaja. In pač jaz drugače tega ne bi znal pojasniti. Naprimer, jaz kot trener bi pač gledal čisto na drugačen način. Ja, Ti imaš pa zdaj še pač en tudi pogled, se pravi, Ja. vse po mojem tudi zaradi tega ti je tudi Spartan zanimiva, ne, ker tudi na telo gledaš celostno in tudi iz treninga gledaš celostno, da lahko ti Ja, pa- razvijaš, v bistvu, to Tam imaš je vse, čisto ne. zadnje. Zakaj ti je Spartanec všeč, oziroma zakaj si se zdaj za Spartanca odločila? Ker pač če te gledamo, vsi sem na začetku, a ne, uvod sem rekel, da bomo v bistvu, da bomo bolj kot ne boš Spartanca debatirala, pa to s tem, da ti boš bolj iz svojega vidika, kako lahko kaj saniraš, kako lahko kaj popraviš, kako jih veš, jaz pa bolj iz svojega vidika, ne. In v bistvu glih zdaj, zakaj si ti Ja. odločila, da te Spartancu tekmuješ? Potem se v bistvu ful dobro pride, ker imaš v bistvu ukomponiranih To ja. ful različnih pozabila sem, kako se reče. Gibov, motoričnih, gibalnih sposobnosti. Ful različnih aspektov gibalnih sposobnosti zdaj ima. Pač moraš imeti vzdržljivost, moraš imeti moč, moraš imeti mišično vzdržljivost, moraš pač imeti čisto moč, a ne za atlas, ki ga moraš dvigniti, ko imaš 40 kg. Naš ima, mislim, ja, odvisno. Naš ima od 40 do 50, vaš ima pa od 30 do 40. No, pač, da Od 30 dvigneš do iz 35. tal uno kuglo, ki ti drsi iz rok. Ko je, Pač ne, moraš biti ko je v spreten. reki. Ja, ali pa še Tako to, je da bila ste v bili Grčiji. Grčiji. Spreten moraš biti, pač v bistvu gre za ful naravnih oblik gibanja, ki jih kot tamali, ki smo, a ne, ki se igramo, jih ful uporabljaš, pol pa pač jih ne, zaradi pač kulture, ki je pač pri nas, ker te moraš sedeti na stolu, ne smeš sedeti na tleh, pač bla 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 in pač te stvari izginejo, klepajo v bistvu. Moraš pač iz, ne vem, iz reke ven splezati po grebenu, moraš se po tleh plazati, moraš pač imeti dosti moči, da lahko visiš, pa se zasvingaš naprej po unih. Moraš sulico se- metati. Sulico moraš metati, Ja. pač zadeti in je bil v bistvu za koordinacijo še uč roka, a Ja, ne pa ja, zadevanje cilja. Balance moraš imeti, ko imaš slackline To v še- čevljih, ko imaš tok blata gor. Ja. To pač, Se pravi, bolj skozi je zato. ful, ja. Pa v bistvu je ono, pač V bistvu si nikoli- full vedno lahko overall. vse razvijaš, ja. Pač nikoli ne bo dolg cajt, ker itak imaš še malo fora, da razviješ VO2 max. Itak imaš še malo fora za moč. Skozi je nekaj. Saj zato je pa Pa pol pač, skozi glih zanimivo. to, pa ful so različne, kamorkoli greš, so različne trase, se pravi, ne vem, ti ne moreš desetko, ko sva bila v Andori, ne moreš primerjati z desetko, ki je bila na Slovaškem, a ne, ker je čist drug teren, Slovaška je bilo vse ravno, pa pač so bile take ovire, pa je bila ne vem koliko, pač malo daljša proga, kakor 10, v Andori. Na Slovaškem je bila 5, pa je bila saj malo res, daljša kot saj 5, res. mislim, da je bila 6,7 vse skupaj. Aha, Ja, ok. ja, ja. No, v Andori sva šla pa 10, Tako. je pa ful bolj hribovita in smo ne vem koliko višincev tam naredili, Ja. pa drug vreme je in pač ne Pa moreš biti druga klima, približan, vse, ja, ja. pa drugače so ovire v drugem zaporedju in je drugače, ne moreš primerjati sploh. Pol pa še pač vsako leto tudi na vsaki lokaciji drugače postavijo ovire, drugače postavijo traso, Se tako da pravi, na nikoli ni isti- isto in ja, spet ja. ne moreš primerjati. Glavno ne, da ne ima zdaj zapadla. V glavnem Špartanc, zaradi tega, ker je pač glih to, ne moreš pričakovati, vedno se lahko v vseh smerih še razvije, zato ko je pač toliko stvari za Ja. razvijati, pa itak države, pa to vidiš. Malo potovanje, Ja. združiš, pa je to to. Tako. Ja, v bistvu je bilo to. Po dejansko mislim, da sem zdaj vse. A ne? No, ajde. Ok, če si dam za prvi podcast. Zdaj pa tako ste neko naprej. Provala bomo tako, da bojo 15 do 30 minutne epizode. Da ne bojo preveč dolge. Malo sem še prejšen. Sej, 15 do 30. Pa 40 je un max, če bomo ne 30 vem imela super, kaj. ja. Ja, ja. Bomo se trudili, da bo čim krajše. Tako je. Pa Da še ne bomo koliko. filozofirali. Ja, tako smo zdaj hotla iti. Ok, to je to. Hvala, da si bila moja gostja. Hvala tebi. Se še priporočam, pa se vidimo v naslednjem videu. Adios.